Imamo še precej poglavij, še najlepše je tisto, ki pravi, ki govori o statistiki in ki mu jaz pravim, da to ni umetni raj, ampak da je realnost. V bistvu so številke, predsednik države bi rekel, optimistične. Številke, ki ne segajo v mandat teh 2 let, v čas teh 2 let, ampak ki segajo v trdno grajenje kulturnega prostora, kulturnega miljeja v Sloveniji impresivne. To, da je recimo Slovenija po številu izdanih knjižnih naslovov na prebivalca prva na svetu, prva v svetu, da je tudi odprta v svet, da letno prevede 5-krat toliko tujih naslovov, kot jih prevedejo v Združenih državah Amerike. So impresivne številke. To, da je skoraj 10 milijonov obiskov v slovenskih knjižnicah, splošno izobraževalnih knjižnicah, da je v te knjižnice včlanjeno več kot 500 milijona ljudi, oziroma četrtina našega prebivalstva, ki si izposodi in uporabi 30 milijonov gradiva. To so impresivne številke. To, da je 15 knjig na prebivalstvo oziroma prebivalko iz knjižnične zbirke, ki šteje 10 milijonov naslovov, torej 5 naslovov na vsakega prebivalca, to so lepe številke. To pomeni, da se kultura ne centralizira v nekih elitnih miljejih, ampak da mreži celo Slovenijo. Številke o tem, da smo na področju uprizoritvenih umetnosti v Sloveniji izvedli približno 10.500 dogodkov letno, od česar recimo je 3.600 dogodkov izvedenih znotraj javnih zavodov in da jih je več kot 3.000 izvedenih strani nevladnih organizacij, da jih je več kot 3.800 izvedenih znotraj javnega sklada za kulturno dejavnost, so impresivne številke. Da na intermedijskem področju je okrog 1500 dogodkov, od tega jih je 160 v postprodukciji in 860 dogodkov, ki se nanašajo na dejavnost znotraj multimedijskih centrov in tako naprej in tako naprej. Ne bom pravzaprav rada poudarjam to, ampak verjamem, da že preveč govorim.